Izjemne pohvale so bile ta teden deležne Slovenske železnice, ki ne le da uspešno dostavijo potnike iz Ljubljane v Mursko Soboto v manj kot 6 urah, ampak pri tem celo odstranijo plevel, ki uničuje videz vašega vrta. In to na povsem ekološki način. Glifosat je marsikje v tujini že prepovedan, no samo Slovenske železnice pa za zalivanje 1600 km prog letno porabijo 8000 litrov tega herbicida. Ja, slovenski vlaki v okolje spuščajo herbicide. Kje so tisti stari cajti, ko so cugi v luft spuščali sam premog? Herbicide Slovenske železnice uporabljajo, da z njim uničijo plevel. Ta bi drugače preraščala železniške tire, naši vlaki pa bi posledično morali voziti izjemno počasno, namesto da drvijo po Sloveniji 50 na uro. Čeprav je uporaba glifosata zdravju škodljiva, je potrebno Slovenske železnice vseeno pohvaliti, saj se pri njihovi uporabi v nasprotju s prevažanjem ljudi dejansko držijo svojih urnikov. Škropljenje bodo znova izvajali v 2 terminih, v spomladanskem in jesenskem. Alternativne metode, ki bi bile ustrezne in učinkovite, Krajnc pravi, da še iščejo. Ja, prav ste slišali. Slovenske železnice so pripravljene sprejeti nove tehnologije. Kar je logično, dajte pomisliti. Tu gre vendarle za podjetje, ki je že leta 2018 uvedlo elektronsko plačevanje. Ki sicer ni delalo, ampak nima veze. Glavni namen. Kakšne nove tehnologije bodo uporabljali za odstranjevanje pleveli, ni znano, govori pa se, da bodo vagoni po novem opremljeni s kosilnicami, lokomotive pa z bruhalci ognja. Kot najbolj ekološka rešitev pa se ponuja ideja, da odslej vsak slovenski vlak na njegovi poti spremljata 2 kosca. Hitrost premikanja je enaka, kaj? Glavni junak naše naslednje novice pa je Izet Rastoder, če ga kdo še ne pozna. Gospod Rastoder je največji slovenski uvoznik banan, oziroma bolje rečeno, ta pravi banananjam. A se še spomnite, ko so rekli v risanki? Ko Erik poje banano, ta tip zasluži 5 centov. In svoje cente bo gospod Rastoder zdaj naložil v dokončanje nakupovalnega dela Stožic, katerega uporabnost je trenutno omejena na snemanje metalskih videospotov. Žal pa banane ne morejo zagotoviti celotnega financiranja, zato je potrebna tuja pomoč. Za dokončanje trgovskega dela naj bi bilo sicer treba investirati še od 50 do 65 milijonov evrov. Družba iz Združenih arabskih emiratov je med drugim investitor enega največjih nebotičnikov na svetu ter enega največjih nakupovalnih središč na svetu. Tako je nakupovalni center Stožice bo pomagalo dograditi podjetje iz Združenih arabskih emiratov, s čimer bo novo nakupovalno središče imelo močan arabski pridih. Govori se namreč, da bodo namest zvočnikov ob trgovinah zgradili minaret, s katerega bodo pozivali k nakupom. Spremenila se bo tudi kazen za tatove, ki odslej ne bo več pridržanje, ampak sekanje rok. Kaj bo še? Še najbolj pa se bo spremenil sistem prenašanja špecerije. Vzemo namest nakupovalnih vozičkov preprosto uporabljali nakupovalne kamele. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.